Po čem si boste zapomnili leto 2024? Po dosti potovanjih z družino, s prijatelji, s fantom. Potem verjetno najbolj. Pa po novem začetku v Mariboru glede faksa. Pa ne vem, dosti lepih stvari se je zgodilo letos, tako da Kaj posebnega za izpostaviti? ne. Po ovirah, ko smo jih imeli. Ovirah? Kakšnih? Življenjskih. V bistvu je bilo kar zanimivo leto, moram reči. Veliko smo se naučili, da je treba tudi dosti stvari, ko jih imamo radi izpustiti, da delamo stvari za sebe, ki nas osrečujejo. Je težko, ampak nekje globoko v sebi je pač nekaj, kar nas pač, kako bi rekla, pelje naprej, neko pot vodi. Po politiki ne, ni v redu. Ni v redu. Ostalo. Kaj točno? Pa recimo te vojne, pa tu je pri nam še v redu, ne. Drugač pa je malo celi svet kritičen, ne. Kaj pa na osebnem področju recimo? Pa na osebnem zelo dobro, ni Ja? slabo, ja. Aha. Zdaj sem bil pri kardiologu, srce je pregledal, v redu. Česa pa se veselite v prihodnjem letu? Preživljanja časa z družino, s fantom. Kakega koncerta mogoče. Prihodnjih uspehov. Upamo, da nam bo vse steklo tako, je treba, če pa ne, bomo pa vse pregurali, ker še ni stvari, ko je nismo. Čim bolj uspešno, čim več ljubezni, dobrih odnosov z družino, z prijatelji, pač tako, no, da se imamo fajn. Se česa prav posebej veselite? Kakšen cilj? Kaj takega? Ja, to bom zadržala za sebe, tako da hvala za vprašanje. Imam dva otroka, imam dva vnuka. Želim si, da bojo v redu, zdravi, pa veseli. Mali so, ne. Ostalo, želim dosti zdravja, pa vsem, ne. Ne samo meni, pa moji familiji, vsem.